V vrtcu Bled vsako pomlad že tradicionalno pripravljajo festival zelišč. Letošnji je bil v znamenju čebel. Na lep sončni dan smo si organizirali res tradicionalni, letos že 8. zeliščni festival. Iz več vidikov je za nas zelo pomemben. Najprej zato, ker smo 2 leti delovali nekako omejeno in smo res veseli, da lahko v nekih skupnih aktivnostih se poveselimo, podružimo, opravimo aktivnosti, za katere smo bili zdaj nekoliko prikrajšani. Otrokom je manjkalo to socialni stik, druženje. Marsikdaj opazimo, da se nekako strašijo nepoznanih otrok, tako da to je res ena od teh priložnosti, da to nekako ponovno obudimo. Sicer je pa naš zeliščni festival naravnan k temu, da skrbimo za naravo, da čez celo leto sadimo zelišča, rastline, da spremljamo njihovo rast in razvoj. Letos je rdeča nit festivala tematika o čebelah, zato so tudi delavnice po igrišču naravnane na čebele. Otroci so si ogledali gledališko predstavo, obiskali čebele, posejali zelišča, poslušali pravljico in zaplesali v gibalni delavnici. Najprej smo pokugali blejskim knjižničarkam. Najmlajši so najprej malo zadržano vstopali v knjižnico pod krošnjami, potem pa sta jih pripovedovalki očarali. No, tole preobleko so nama posodile sodelavke iz Bohinja. Najprej malo pogledajo, kaj tole zdaj je, tako velike čebele, drugače so jim pa kar všeč, no. Tako, nisva nevarni. Midve s sodelavko Marto predstavljava medonosne rastline in pravljico imava pripravljeno za otroke, pa malo jih sprašujeva in se pogovarjava o čebelah in o njihovem pomenu. Kako zelo pomembne so čebele in kaj so to čmrlji, so najmlajši ugotavljali v delavnici čebelarstva Ambrožič. Kaj je to? Trod. In kaj dela trod? Ne pič. Ne pič. Kdo pa piči? Čebela. S sajenjem rastlin lahko pomagamo čebelam. Otroci so ob pomoči upokojenk posejali semena za medovite rastline. Mi boste povedali, kaj imate v teh lončkih? Ja. Semena smo posadili. Semena za kakšne rožice? To še ne vemo. Še ne veste? Ja. In koliko časa boste morali počakati, da boste videli, kaj bo zraslo? Ne vemo. Ne veste? Te lončke vzamete s sabo? Ja. Domov ali tukaj v vrtcu jih boste imeli? Domov jih samo vzamemo. Kaj pa misliš, da bo zraslo iz tega? Ne vem. Ene rože. Ene rože? Kakšne rože? Ne vemo. Kdo ve? Gnič. Ognjič. Kakšna roža pa je to? Oranžna. Oranžna. A je to navadna roža za okras ali ima kakšen poseben namen? Ne vem. To je za jesti. Za jesti je roža? doma vidim. Gniča imajo čebele ful rade. Ja. Aha. In kaj potem naredijo? Med. Iz ognjiča. Priletijo In posrkajo v en tak prah in pa imajo za nos med. A kam pa nesejo ta prah čebele? V čebelnjak. Kaj pa v čebelnjaku? Posebno začimbo. Kaj v čebelnjaku naredijo? Smo vse. V čebelnjaku naredijo med. Naredijo med? Kako ga pa naredijo? Delajo ga. Delajo ga? Vam je ta gospa kaj pokazala tam pri čebelnjaku, kako to naredijo? Ne? Nekako ga delajo. Nekako ga delajo. Kar tako. Po televiziji pa. To bo po televiziji, ja. A vi mi še kaj povedali? Ste še kje drugje kaj pogledali tukaj? Ne. Ne? Ne. Čebelce ste videli? Ne. Igrco ste videli? Ja. Kakšna pa je bila igrica? Dobra. Zakaj pa vam je bila všeč? Zato, ker je bila ful dobra. Ful dobra je bila. Pa živali so bile noter. Aha, katere pa? Metuljček. Polžek, metuljček. Čebelice. 2 čebelice. Pa pika pulonca. Pa
pa gušinca, pa mravlja. Spremenila metula. In pa je una čebela je imela not mrzlo vodo in pa je unga stilca, ki je bil not napravljen, je polila z mrzlo vodo. V vrtcu Bled je trenutno 317 otrok. Sam vrtec je umeščen v prelepo zeleno okolje. V vrtcu pa si prizadevajo čim več aktivnosti za otroke izvajati na prostem. Zakaj je to za otrokov razvoj tako zelo pomembno? To je pravzaprav naša glavna usmeritev tudi sicer vseh programov. Otroke spodbujamo k bivanju v naravi. V naravi bojo našli tako mir kot vse tisto, kar jim bo v življenju zelo, zelo potrebno oziroma bojo potrebovali. Narava nam ves čas daje neke svoje, tiste prave naravne zakonitosti. Vse lahko spremljamo, ves razvoj tekom letnih časov. Poskrbi za mnogotero igro, ogromno senzorike. Privzgajamo jim ta čut do narave, se pravi, kako je treba skrbeti za naravo, da jo bomo lahko pustili tudi našim zanamcem, tako kot bi si jo želeli tudi mi. Tako da to privzgajanje tega duha, ljubezni do narave in skrbi do narave, da bo ostala čista, neokrnjena, je eden glavnih smislov, ki ga želimo, in glavnih namenov, ki ga želimo dati otrokom.